Pri BMW-ju so mojstri obračanja številk. Marsikdo se izgubi že pri oštevilčevanju njihovih motorjev, no sedaj pa enako počnejo še pri modelih. Zato je dvojka dejansko enka, štirica je trojka, petica pa praktično sedemka. Logično, a ne? Tole je dvojka. Včasih je bila to enka kupe, sedaj pa BMW svojim kupejem dodeljuje soda števila. In zato vam že takoj povem, da se mi s ceno 53 000 € ta avtomobil zdi absolutno predrag, ker to je avto velikosti Golfa. In pod pokrovom je samo 2-litrski dizelski motor. To pa so tudi vse moje pripombe. Tale ima ogromno opreme, zato je tudi cena takšna in dejansko je tole vrhunski stroj. Najprej moram seveda pohvaliti vozne lastnosti, zadnji pogon in ta odličen občutek na volanu. To je nekaj, kar BMW res obvlada. Karakter avtomobila lahko izbira med temi 4 programi Eco Pro, Normal, Sport in Sport Plus. V nobenem primeru pa ni avtomobil pretrd, se pa tako dobro pelje skozi ovinke, da dejansko pogrešam bencinski motor. Se ne da teh 184 dizelskih konjev oziroma 135 kW ni dovolj. Več kot dovolj, ampak pogrešam vrtenje in zvok. Zvok bencinarja, da se razume, ker tudi tale motor vsekakor ni med najtišjimi. Porabi pa dobrih 6 litrov, če vas slučajno zanima. Sicer pa moram spet pohvaliti še menjalnik, temu res praktično nobeden drug samodejni menjalnik ne pride blizu in pohvalim lahko tudi prostornost. Ta je v kupejih vedno postavljena na stranski tir, ampak v dvojki je dovolj prostora tudi tamle zadaj, da bosta lepo sedela dva odrasla. Če torej potrebujete manjši avtomobil, ki odlično izgleda in se še bolje pelje in vas cena ne gane kaj dosti, potem tole zverinico lahko le priporočim. Predvsem zato, ker je dvojka dovolj uporabna, da vas ne bo jezila, ko boste imeli nekoliko večje prostorske zahteve. Sicer pa za takšen znesek dobite že 2 razreda večjo petico, ampak z bistveno manj opreme.